Evo, tukaj, kjer je Savinjska dolina okoli in se tovornjaki sprehajajo po cesti, skušam izkoristiti to pot, to potovanje iz Maribora do Kamnika. Kaj naj povem? Razmišljam o tem, kaj je to vzgojna moč. Vzgojna moč je moč, s katero v bistvu lahko vzgajamo. To je tista moč, ki pripelje do tega, da nas otroci upoštevajo. Ampak seveda ta moč je neka notranja moč, ki jo starši in vzgojitelji velikokrat mešajo z uporabo sile. Seveda starši, ki so nemočni pri tem, da bi jih otroci slišali, da bi jih poslušali, da bi jih upoštevali, da bi nekaj dosegli. Tudi taki starši navadno rečejo, da bi radi otroku nekaj dopovedali, otrok jih pa ne posluša. Tukaj gre seveda za to vprašanje, da nimamo neke notranje moči, s katero bi prišli v stik in v neko območje vplivanja pri otroku. Vzgojna moč je ravno to, da poznamo mehanizme, da poznamo vzvode, s katerimi lahko vplivamo. In to ne pomeni, da lahko manipuliramo, ampak da lahko vplivamo na otrokovo vedenje. To pomeni, da se znamo z otrokom uglasiti, da znamo prepoznati, kaj so otrokove razvojne potrebe in da znamo se umestiti na to mesto pomembnega drugega oziroma na to mesto varnega pristanišča, varnega temelja, varne odskočne deske, to, kar otrok od nas rabi. In da znamo upoštevati ta krog varne odzivnosti, ki je ključnega pomena za to, kar se dogaja v naših medsebojnih odnosih. To so zelo zanimive stvari, zelo zanimive teme, ki so podprte tudi z raziskavami na področju nevroznanosti, na področju drugih ved v medsebojnih odnosih, socialne znanosti. In je kar navdušujoče, kako vsa ta znanost, v kateri živimo, podpira nekaj, kar jaz verjamem, da pravzaprav vodi do nekega boljšega sveta. Namreč vse to, o čemer govorim, temelji na tem, da kar deluje med ljudmi, deluje moč empatije, deluje moč povezanosti, deluje to, da znamo upoštevati različne potrebe, da se znamo prilagoditi različnostim, da znamo poslušati drug drugega, da seveda znamo tudi upoštevati meje, pravila, nek red v družbi. In to je to. In to je treba otroke naučiti. In vzgojna moč je pravzaprav tista notranja sila, tista notranja srž v medsebojnih odnosih, ki jo moramo nekako ujeti, se jo moramo naučiti, jo moramo sprejeti kot veščino. In to je to.